Hvala lepa, tudi vi pozdravljeni, prav lepo, prisrčno. Ja, pust je poseben čas. Zdaj smo pravzaprav v pustnem času in ko se navadno napravimo v kakšno šemo, maškaro, to je čas, ko se pleše, ko se nori, kot pravimo, ko pač izvajamo razne maškarade, prirejamo karnevale in tako naprej. In samo praznovanje pač prihaja že iz predkrščanskega obdobja in njene značile so potem prevzeli Rimljani, ko so pač praznovali ali se pripravili na praznike, so se še našemili. In tako so to se je ohranilo. Cerkev je to v začetku hotela odpraviti, pa je ni uspelo, tako da so potem cerkev sama to vključila, ta pust pred 40 dni pred postom, kot neke vrste pripravo. Sama beseda pa prihaja, kot sama beseda meni pust, pomeni nekaj pusti. Karnevale pomeni pusti meso, pusti to. Zato se reče, da je to pravzaprav neke vrste mesopust. Karneval pomeni pusti meso, adijo užitki. To prihaja pust. Postni čas je pravzaprav v krščanstvu 40 dni, ko se pripravljamo na veliko noč, je čas, ko se spominja Jezusovega posta življenja v puščavi, ko se je postil, boril proti hudemu in zato je pravzaprav za nas kristjane ta čas pravzaprav zelo pomemben. Beseda pa izvira, čudna beseda je post. Odkot to izvira? Iz nemščine. Preprosto v nemško pravi fasten. Potem pa še bolj izvirno, fasten pomeni fest sein. Fest, torej bi močan biti, krepak biti, torej trden biti. To je smisel nekako ta beseda. To je postni čas, zato da se utrdimo v nečem, nekaj utrdimo. In to je čas, pravzaprav, ko kristjan ne bi užival mesa ob delavnikih, v nedeljo normalno je, ker nedelja se računa že kot velika noč, vsaka nedelja. In zato takrat potem med tednom se več recimo pusti, dobra dela opravlja in moli. To so nekako tri glavne dejavnosti, ki jih opravlja v tem času. Sicer pa je v vseh kulturah, po vseh narodih tudi ta težnja, pravzaprav vsakem človeku, ki se čuti, da se mora vzeti nekaj čas, da se razbremeni. Ker vemo, da se človek pač je bitje, ki se obremeni z mnogimi stvari, potem rabi čas, da se tudi tega malo osvobodi. Ker marsikatere stvari ga obremenjujejo, mu jemljejo pogum in mu jemljejo dostojanstvo. In zato vsak človek rabi tako obdobje, ko se želi čisto prenoviti. Torej, da želi nekako očistiti telo, potem to je ta zunanji del, potem notranji del, ki je duša in še globlje našega duha. V današnjem času imamo veliko možnosti, da izbiramo različne metode, zelo dobre metode, zelo različne, glede recimo razstrupljevanja, potem glede očiščevanja, potem tudi razne metode hujšanja, teh imamo toliko na razpolago, da človek se lahko nekaj izbere, kaj bo zase naredil, da se nekako razbremeni, očisti vsega, kar jo pač obremenjuje, kar mu škoduje. Hvala Bogu, da imamo ta sredstva, to so naravne sredstva in sploh v tem času, v času COVID virusa, se še bolj zavedamo, kako je pomembno, da se zaustavimo, da začutimo, kaj je bistvo življenja, koliko je naše življenje polno, koliko ga lomimo, koliko pristopamo meje glede prehranjevanja, glede hrane, naše odnose do bližnjega, pa sploh do stvarstva kot takšnega. In potrebujemo čas, ko človek pravzaprav
ugotavljal v sebi v tem času, ali sem zadovoljen in tudi zadovoljen. To sta dve stvari, biti zadovoljen pa zadovoljen. In človek lahko odkrije v sebi veliko tega, s čim ni zadovoljen. Neki nered, neko nagnjenja, čemu popušča in ugotavlja, da se napačno prehranjuje, da ko je ne zato, ker rabi, ne iz potrebe, ampak preprosto iz poželenja in ga pohlepa po hrani, sam da je. Torej, ne gre pa samo na tem področju, ki pretiravamo celo, kar se tiče hrane. Tudi potrebujemo take trenutke, ko se bolj zavemo notranjega stanja, recimo, čisto preprosto, kako svojih negativnih stvari se zavedamo, in tudi pozitivnih, da oboje začutimo v sebi, kaj je v meni. In gotovo je pomladni čas, pa predpomlad, pomlad še ni, ampak tak primeren čas, ko nekako bolj začutimo potrebe po nekih vajah, ali pa po nekaj naredimo na tem področju, vaje za hujšanja, zastrupljanja, vaje čiščenja. Ne samo telesa, kar je prvo je telo. In potem pa drugo, kar se tiče duše, negativnih, recimo misli veliko v nas, potem recimo raznih bolečih spominov, ranjenih čustev in tako naprej. Potem to je nekako drugo, kar se tiče najprej telo, pa je duša in pa še globje naše notranjosti, kako je z našim upanjem, z našim zaupanjem in potem, kaj pravzaprav slabi naše hrepenenje po ljubezni ali pa kaj hromi našo ljubezen, kaj nam jemlje notranji mir in veselje nad življenjem. Torej, vedeti pa moramo, to je pa zelo važno, da se vse pravzaprav začne pri telesu in tudi da se začne pri materialnem vedno, pri čutnem, pri zunanjem in se konča pravzaprav na tem področju. Končno želimo, da se dobro počutimo, da smo svobodni in tako naprej. In naše telo je tak čudovit inštrument, zelo občutljiv, hitro zazna, kaj se v njem dogaja. In preprosto, in vse, kar se v njem dogaja, kar se okrog njega dogaja in kar na sebi doživlja. Zelo smo občutljivi, hvala Bogu, da se tega zavedamo. To je naš čudovit inštrument. Kakšen odnos imamo recimo do hrane? Preprosto, ali je hranjenje, jesti, piti neko veselje, nam prinaša veselje, radost, ali pa nasprotno se obremenjujem s hrano. Preprosto, da se ne znam, oziroma niti nima več moči, da bi se jaz zaustavil, da bi kaj spremenil svoj način odnosa do hrane. In zato potrebujem tak čas, da se več ne znam postaviti meje, da jem kadarkoli se spomnim, da jem karkoli, meje postaviti. In to je zelo pomembno. Jaz se spomnim od otroštva, kako so nam starši meje postavili. Vse med vojnim časom, ko smo bili 6 otrok nas je bilo, mama sama, ker je oče v vojni padel, 40 leta, jaz sem bil takrat star 6 let, in mala kmetija. Potem se spomnim, ko smo dobili delavce, sosede so nam prišli pomagati, moški, ko bo treba ali kositi, ali moška dela upravljati. In je preprosto, potem je mama skušala vse to, kar smo kakšnega prašiča imeli zaklati in naredila klobase, mesene klobase, potem se jih lepo udimila in jih je dala v špeh, kot pravimo, v svinjsko mast, in to potem v neko posodo, tako se jim reče, dež, nekaj taka. In potem so ležale klobase noter, na pol posušene, v masti, in potem je to tako dišalo, ko so prišli delavci, smo se želeli, da bi tudi mi kaj dobili od teh klobas,
Ne, mama rekla, to je samo za delavce. No, mi smo bili srečni, da smo lahko vsaj kaj masti dobili. In sicer je bilo tako, so določeno, daj se smeje, zdaj ne. Recimo kruh nismo mogli kadarkoli jesti. Mama rekla, če sem jaz hotel moj kruh, popoldan, recimo sem se spomnil, ob 3, da bi jedel. Mama rekla, kruh zdaj spi. Sicer smo imeli dovolj kruha, samo ob tistem času, ki kruh ni spal. In še toliko takih, rekel, ta red pa disciplina, ta urejenost, da so določeni dnevi, da se človek prehranjuje. Ne? Torej, ne gre samo na tem področju, kar se tiče hrane, in da se zavedamo vseh teh potez v sedanjem življenju, v odločanju, tudi tega se zavedamo, ne samo te zunanjosti, ki jih počnemo, zakaj tako počnemo, ne? Zakaj recimo hočem na vsak način zdaj jesti pa. In gotovo je ta čas pomladi in tak čas, ko preprosto lahko začnemo s konkretnimi postnimi vajami hujšanja, vajami razstrupljevanja, vajami čiščenja. Ja, ne samo preko telesa, kar je prvo, ker se vse pri njem začne in pri njem konča. Potem, kar se tiče duše, to je drugo, negativnih misli, bolečih spominov, ranjenih čustev. In potem, kar se tiče tretjega dela, to je duha v nas, kar se tiče recimo našega upanja, vere, zaupanja, sploh koliko je v nas pristne preko naravne ljubezni, koliko je tega notranjega miru. Vse, kar moramo vedeti, je to, da se vse začne pri telesu in da se tudi vse pri njem konča. Začne se pri telesu, pri materialnem, pri čutnem, pri zunanjem, in se konča spet v njem, pravzaprav za naše telo. Kaj pa počnemo, če ne kdaj večera ga hranimo, delamo z njim telesom. Ja, telo je kraj preko celotnega življenja, dneva, ne? Vse se v njem dogaja in za njega skrbimo in v njem doživljamo, ja, vse, lepo in težko, ne? In tako je naš telo čudovit inštrument, zelo čudovit inštrument, ki se zaveda, ki zaznava, kaj se v njem dogaja, kaj se dogaja zunaj njega in kakšen odnos, ne, lahko hitro začuti naše telo, kakšen odnos imamo do hrane. Ali to potem res doživljamo v svojem telesu, ko se hranimo veselje, ne, pa neki mir, ali pa se čutimo zelo premenjenega s hrano, se najemo hitro, se napokamo po domače, ne? In nekako ugotavljamo, da ne poznamo recimo meja, da hitro pristopimo, da se nam je gotovo žal, pa nekako ne moremo priti k sebi, nekako vedno ponavljamo iste napake, ne? In stokrat se odločimo, da jutri pa ne bom toliko jedel ali pa bom manj jedel, ne? Pa bomo treba nekaj spremeniti. Torej, enostavno, kaj odkrijemo, ne? V tem telesu? Neka poželenja, neka stanja, ki jih ne razumem. Zakaj sem takšen? Se tako požrešen, pa se ne znam premagati, ne? In čutim v sebi nekaj, kar me vodi, kar nisem jaz. Kar nisem jaz. In da nekaj me skuša, nekaj me muči. In zato je naše telo tudi barometer, ne? Barometer, ki nam pokaže notranjo držo do vsega, kar je, kar sem, do sveta in tako naprej. Nekako poznamo, saj iz zgodovine, iz tradicije, najbolj pa gotovo, če sebe dobro poznamo, v nas je veliko teh teženj, negativnosti, teh reakcij, ki se jih sramujemo ali pa jih ne bi radi imeli, ne? Tako poznamo, da imamo nekako v 7, saj smo tako razporedili nekako 7 glavnih grehov, ne? Če se jih lahko spomnimo, en je gotov napuh, pravi, da je to največji, najtežji greh, potem recimo lakomnost,
Vedno smo lačni, ne samo hrane, lahko vsega neušljivo, to neušljivost. Če bi neušljivost gorela, sploh pravi za Slovence, da sploh ne bi potrebno drva, pa ne nobene, če bi gorela, ne? Da je to, ko smo neušljivi, da ne govorimo o jezi. Vse hitro nas to, stalno nekaj jeza, nekaj nezadovoljstva. Ne? In potem, da ne govorimo o problemu spolnosti, kot recimo nečistovanja, zlorabe na tem področju. Potem pa gotovo, kot sem že prej rekel, požrešno, žremo, pijemo, več kot treba. Ne? In ena pa je tudi en takih zelo, nekaj tako globoko, ena lenoba. Nič se mi da, ne vem kaj, lenoba vsega dobrega, bi rekel vodnik, ne? Vsega dobrega, to je prigovor. Ne? In zato te stvari je recimo zelo čudovito narisal velik slovenski karikaturist, torej Hinko Smrekar. Zelo na zabaven način in provokativen način izdelal lesorezni cikl 7 naglavnih grehov 1927. leta. No, v glavnem to je tako preko, ampak glavnem pa poznamo, glavnem so 3, če bi vse te povzel, glavnem so 3 skušnjave ali pa 3 temeljne. Ne? Prva je temeljna skušnjava, je poželenje po bogatstvu, imeti. Nikoli ni dovolj. Ne? Čim več tako denarja, ker končno pa nas vse spremeni v denar, več ali manj, pa tudi stvari, da imaš, da imaš pokazati komu. To je telesna, čutna in pravzaprav prva raven človeka. Nikoli ni dovolj. Iz tega se potem rodi druga skušnjava. Pretirano uživanje. Ko pristopimo meje dovoljenega, torej živimo nekako razuzdano, zato je čudovita slovenska beseda, živimo razust, razuzdani. Ne? To je lepa, veliko pomeni ta beseda. Prav Evangelij pravi, pa čuvajte se razuzdanosti, pohlepa in tako naprej. No to, ko človek nekaj ima, normalno, se njemu rodi kar na želja, da bi imel še več. Ne? In več denarja in to pravzaprav človek, kot da ne pozna meja, ne? To je neskončno, to je nekak temeljna strast in da bi si še vedno več privoščil. Ker vse pa, kaj pa drugega imaš, reče ljudi? Vse da, ker poješ pa popiješ, ne? Ja, to imaš. Vse zakaj pa ne? Čeprav to je žalostno, ne toliko delamo, toliko garamo, pa hitro zmečemo, kot da hrana ni nič. Ne? Kot da smo, nismo zato, ne živimo zato, da nekaj dobrega pojemo, jasno. Pa da te stvari, ki jih pridelamo, okušamo, ne pa enostavno, kot da je to je res hudičevo, da delaš in si nekaj pridobiš hrano, pa kar tako s hrano ravnaš, kot pravi svinja z mehom. No, tako, v tem duhu. Gotovo to ni nič narobe, da človek ima denar in tako naprej, da si privošči, dokler človek ne prestopi meje, ne? Dokler ne prestopi, vse v redu. Je pa narobe to, ko pač začne tisto več, ko prestopiš meje. No, tu. Skušnjava je v tem, ne da ti ne ješ, ampak da preveč ješ, ne? Da si prestopil mejo in potem se te tisto, kar je preveč, maščuje, kaznuje. Bog ne kaznuje, ne? Ampak narava sama, če enostavno ti odgovori tako, ne? Če preveč ješ, začneš želodec boleti, zakaj sem to jedel, ne? In to je tisto, kar te potem bremeni. To, kar človek ne pristopa, ko pa človek začne pristopati mejo, ko več uživam od tega, kar potrebujem, da se recimo v hrani začnem zgubljati, da postajam požrešen, se nažiram, goltam, bašem, ko več pijača mi ni v radost, temveč popivam in se nadsejam, dokler bo šlo,
ko spolno življenje ni več nekaj lepega, nekaj radostnega, svetega, temveč nekako postaja kraj izživljanja, norčevanja, pohujševanja in opolskosti. In to je druga čustvena, duševna strast. To vse te, potem doživljamo to, ko sem prej rekel. Vse to nas obremenjuje, vse to doživljamo čustveno, da to ni samo čutno, ampak čustveno na neki duševni ravni nekaj ne štima. Potem je pa tretja plast, iz tega se pravzaprav rojeva tretja skušnjava, tretja, kar nas potem začne mučiti ali pa kar nas preko nekako zajame, je pa ošabnost. Ko človek ima, ko je uspešen, ko se lahko privošči, kar naenkrat jaz sem, to pa sem. Ošabnost, egoizem, napuh. Ko človek nekako se postavi za vrhunec, kakšen Bog, pa kakšne predpisi, zakoni, vsemo to, zakon sem jaz. Jaz sem sam sebe, jaz sebe določam. Ne sprašujem več, kaj mislijo drugi. Pravzaprav, kaj je sploh dobro? Dobro je tisto, kar meni paše, tudi če je slabo. Nekako postavimo sebe na mesto Boga in enostavno iz tega se potem rodi ta človeška raven, tretja raven, začutimo prav v tej duši, kako smo pokvarjeni, polni sebe in tako naprej. To je ta duhovna raven. Jaz bi pa to po domače, po svoje povedal, to me vedno razmišljam, da je tako komplicirano, te tri strasti. Jaz sem predstavljal, da je malo slovensko, pa tudi lepo zveni. Prvo področje je last. Lastnine, imaš lastnina, last. Drugo je slast, ko uživaš. Tretje pa oblast. A ni čudovito, jaz sem igral, iskal sem, kako bi jaz te tri stvari povezal, to preko, to imeti, potem enostavno uživati, slast, drugo področje, ko smo prej govorili, uživaštva, in tretje pa oblast, biti, imeti ali biti. To je vedno področje, to so že psihologi, recimo Erik Fromm je zelo dobro obdelal, naslov knjige je Imeti ali biti, to je čudovita knjiga, to se splača prebrati, to je ena najlepših knjig za mene. In to, kar je v slovenščini šla, to se vam splača, da je to knjigo. Lahko v tem času, če jo v knjižnici pa dobite, vam bo zelo prav prišla. Torej, svetopismo tudi pravi, glavno so tri stvari preko človekova poželenja, ki ga mučijo, preko katere naj bi se bojeval. Poželenje mesa, to imeti meso, to je. Poželenje oči uživati in ko reče Eva, to je pa dobro, ki je videla, to je za najprej, da želeti to, potem pa te enostavno oči, to je pa okusno, uživati. To je drugo poželenje, torej poželenje mesa, imeti, poželenje oči, uživati, napuh življenja, isto pa je z drugim besedem. A pa na drugem kraju zelo reče, zelo sodobno preko, kaj je izvir, izvor, korenina, radix vsega zla. On pa reče, cupiditas est radix omnium malorum, po domače, po slovensko povedano, to je poželenje, po denarju, denar je širši pojem, je pravzaprav korenina vsega zla, tisto, kar nas potem nekako korenina, zato je boj, da takoj prepoznamo, kje so meje, vse je dano za nas, ampak ni vse za nas. Treba razločevati, tu.
Mi lahko živimo na tem svetu zelo srečno, zelo vesel, zelo izpolnjeno. Če se poznamo, če poznamo meje, kje je tisto, ko nas zelo, pravzaprav zelo je pa v nas, pripelje čez lačne, žejne, neizpolnjene, nesrečne, kje je tista meja, ne? Korina vsega zla je namreč pohlep po denarju. To je post, meni hujšanje, odpovedovanje hrane, to je post, mi rečemo, potem ni toliko na poudarek na hujšanju kot ne, in potem drugo je molitev, ja, premišljevanje, branje Božje besede, kakokoli. Molitev ni samo neko čekanje, ampak enostavno odpiranje duhu, to je molitev, ne? Da se zaveš in obračaš se v te skrivnosti Boga, ne? In to je pravzaprav molitev. In potem pa dobrodelnost, včasih je rečeno miloščina, danes ni več sodobna beseda, da delaš dobro, ne? In to so nekako tri poudarki. Vsak človek pa ima na razpolago naravna sredstva, ne, kot sem prej rekel, vsak je po teh tudi hrepeni, da bi shujšal, torej shujševanje, pa hujšanje po domače, ne, potem recimo razstrupljevanje in čiščenje. Potrebna je druga stopnja, to je razstrupljevanja, ne, in čiščenja. Torej, ta duševna, ker nismo samo čutna bitja, smo tudi čustvena bitja, miselna bitja, ne? In tu na tem področju je treba veliko stvari očistiti, ne? Negativnih stvari in tako naprej. Veliko, ali spominov, ali kot sem že prej omenjal, čustev. In da se pač potem tudi borimo proti tem strastim, da jim kar ne dovolimo, da oni gospodarijo, ne? Ampak mi smo gospodarji in da se borimo za svobodo, vse nismo nikoli svobodni. Torej pač vedno znova moramo biti trezni in budni, ne? Zdaj to je pa budnost, zavestno življenje, zavedati se je duhovno življenje. Zavestno življenje je duhovno življenje. Ko veš, kaj se dogaja, ko veš, kaj delaš, ja? Zdaj in tukaj, ne kaj bo, pa kako je bo, ampak kako zdaj živim. Ja. Ja. Kako se zdaj. In ker smo pač takšna bitja, da se prvo očistimo teh negativnih spominov, tega je toliko. Negativnih spominov, potem bolečih spominov, ranjenih čustev in da se borimo proti neurejenim strastem, ker brez strasti ne moramo živeti, ampak so neurejene, podivjane, ne? Brez strasti človek ni nič. Ja? Ker to je tako, strasti so Božji dar, ne? Ja. In, ampak ko pristopimo meje, so pa za nas breme, ne? Tako je težko živeti v razločevanju, ne? Vse je v razločevanju, kateri duh, ali duh zlobe, zla nas muči, ali nas pa duh veselja bogati, oziroma, ne? Katerega duha se odločam v sebi, katero miselnost. V nas je veliko bogatstvo, se moramo zavedati, veliko, neverjetno smo bogati. Obenem pa tudi veliko revščine, veliko pozitivnih čustev v nas, neverjetno. Istočasno pa nismo pozorni veliko negativnih. Kako hitro, saj če se pogledam, kolikokrat se sploh ne zavedam, da koga obsojam. Ko se zavem, recimo, da grem mimo enega, ker človeka ne poznam, pa se zavem, najprej je bilo negativno čustvo v meni, strah pred tem človekom, pa enostavno kakšen je, pa tako naprej, kako se obnaša. Pa pridem k sebi, reče, joj, takšen si. Koliko je tebi negativnosti, pa me je sram. Sram je pred samim seboj, da tako razmišljam, ne? In to je glavni problem, ker smo negativno nabiti in se tega ne zavedamo. Ko se zavedamo, potem vemo, lahko veš,
tega ne bi smel storiti. Takšen, to nisi človek. Kaj šele vernik, ne? Ker tudi vernik nič ni boljši od tiste, ki ni veren. Nič ni boljši. Ker vera sama še človeka ne poboljša. Ja. Ker to je vse znotraj nas, notranje se bije, dogaja v življenju, v naši zavesti, v naših preko glavah, v mislih razpoloženih. Ne? In da se odločimo za to je pa kar boj potem, da se odločimo, da bom pozitivno mislil. To ni tako preprosto. Kaj poskušaj? Bom zbran, zdaj pa zbran v neki stvari, to misel bo že prišla tako negativna. Ja. Rečeno je bilo, enemu, ki je pobožnemu kmetu, je bilo rečeno, če bo zmolil, če naš, ne da bi bil raztresen, bo dobil za nagrado vola. In začel je moliti, če naš v redu, notranje, kar naenkrat se pa vmes pride misel, pa je rekel, a bo štrik tudi zraven. In konc, ni dobil, ker ni uspel in ni tega če naša, da ne bi mislil nekaj drugega, nekaj negativne. Takoj, a bo tudi štrik zraven, a bo tudi vrv zraven, ali pa kaj drugega. Torej, da govorimo pozitivne misli in čustva, da krepimo voljo in željo za lepo, ustvarjalno, kako je težko ustvarjalen biti in lep, pozitivno razmišljati in fantazijo. To so take darovi, imeti fantazijo, domišljijo. Kaj lahko z vsega tega ustvarjaš, ne? Pozitivno. Najbolj je pa potrebna tretja stopnja, to je pa ta stopnja duha. Zakaj? Ker da se tu očistimo vsega, kar nam jemlje pogum. Koliko, ne? Pogum je neka duhovna razsežnost nam. Na ravni tudi telesa, da nekaj narediš za nekoga. Tam je celo telo navzoče, vsa naša duša, ampak je potreben pogum. Pogum, pa volja, ne? Pa vera, da jaz verjamem v dobro, ki ga delam. Da mene nosi dobro, pa toliko ljudi srečam, koliko je ljudi dobrih, tudi če niso tako verni, kot sem jaz, ali pa druga, ker dobrota nima meja, ni vezana nobeno religijo, naj bi pa posod bila v bistvu religija, da bi to izražala to dobroto, da bi tako rekoč uzakonili, da bi to. Ni tu meja, ne. Ko gledam dnevno televizijo, pa poslušam naše zdravnike, ki se prizadevajo na teh področjih v tem času, jaz to občudujem, to so svetniki za mene. Prezir na to, ali so verni, ampak on verijo dobro. Če ne bi veril dobro, ne bi delali. Pa ne samo za plačo. Plača je en zunanji izraz, normalno, ne? Ali večja ali manjša, vsak zasluži plačo, kot je zaslužil po domače, ne? Čeprav nam nikoli ni dovolj, ampak večinoma ljudi ne delamo za to, ampak tako je prav, ne? Tako je dobro, ne? Pomagati vsem ljudem, ki so v stiskah, ne? Ker to je naš poklic. Naš poklic je pomagati drugim, ker smo tudi stalno pomagani in tudi nam, ki smo misli zdravi, pa ki pomagamo, se je tudi stalno pomagano. Se ne veš, kdo več dobi od tega bogatstva, tisti, ki pomaga, tisti, ki je pomagan. Kolikrat rečejo, da sem več dobil jaz, ki sem pomagal, kot pa sem mu dal. Tistega, da mi je on, bolnik, več dal za moje notranje bogatstvo, za moje notranje življenje. Da sem sploh to veselje, da smem pomagati ljudem. Med tem darove vse, kaj mi se da. In to me bogati, ko pomagam. No, takrat duhovno živim, ko pomagam. Ne. Ko se v meni vse ta lepota pomagati, pride do izraza. Dobrota. Čeprav pravim, da je dobrota največja sirota, ampak to sirota je kar dobra, ne? Se smo vsi
sirotniki ali pa reveži, ne? Ker tudi drugi nam pomaga, ne? Če na tem področju zaenkrat ne, vedno tako življenje pride, da prideš ti na vrsto, da pomagaš in pa se pride obdobje, ko si pomagan. Ja. In iz tega, to je vse naše življenje. To je pa zato so nebesa. To je svetost. To je radost. To je smisel življenja. Ne neka prihodnost, kako bo, pa kaj bo, pa fantazira v nekih nebesih, pa v nekem peklu. To je sama fantazija, ki človeka oddaljuje od sebe, od svojih nebes, notranjega duhovnega življenja, ali pa od notranjega pekla. Pekel je v meni, ni zunaj me. Področje pekla je tu. In stanje noter je pa, to je tisto, kar nas odtujuje. Ni dveh življenj. In stalno življenje se nadaljuje, ne, tako. Ali nosi vse pekel ali pa nebesa. Torej, če povzamem to, kar sem prej govoril, da je pravzaprav najbolj potrebna tretja stopnja, da se duhovno očistimo. In od vsega, kar nam jemlje pogum, kot sem prej govoril, ne, da ne pomagamo, da ne živimo za druge, da kar nam jemlje recimo vero v dobro v sebi in v drugih, kar ubija v naših srcih duha ljubezni, ki nas nosi, ki odkrijemo v sebi, da smo ljubljeni, kar uničuje dobroto in naklonjenost in spoštovanje recimo tudi samega sebe. Spoštovanje do samega sebe, do drugih, do stvarstva, do vsega, kar je. In da čutimo to željo po ustvarjanju vsega, kar je lepega, dobrega, da se notranje krepimo v dobrem in živimo bolj veselo, izpolnjeno duhovno. Bolj izpolnjen, človek je izpolnjen, ta človek je izpolnjen. Ta človek je zadovoljen in zadovoljen. To je duhovno življenje. To je živeti v tretjo stopnjo, ki pa odmeva, kot sem prej rekel, na vsa področja telesa. Pravzaprav, koliko časa, to je zelo odvisno spet od posameznika, od stanja, od poklica, od zdravja. To ni merila. Ta dan se moraš postiti, ta dan ne, tako naprej. Če sebe poznaš in če poslušaš sebe in začutiš sebe, potem se boš sam odločil. Gotovo imamo take čase, kot recimo je bilo vedno določeno, da smo nekako posnemali v cerkvi recimo Jezusa 40 dni, ne? In da so potem to se pač določili ta čas in da je to bo mogoče najbolj primeren za vernika recimo, ne? Pa tudi že po naravi vidimo, da je ta čas zimski, oziroma bolj ta predpomladni čas, vsi čutimo, to čistimo vse, ne, in zunaj in polja, in čistimo hiše, obleke čistimo stare, ne. Tako pride, ne. To je pač ta potreba, nujnost in v začetku gotovo, ko začnemo, to najtežje se pripraviti. Najtežje. Potem še težje pa vztrajati. In tu so tudi ponovadi dve skušnjavi, ne. Zdaj ena skušnjava je, da je brez veze, se ne bom, jaz sem že tolikrat poskušal, pa brez veze, ne. Začel to, kakšen dan zdrži, pa konec. Drugič pa, rekel smo, na začetku človek, tudi druga skušnjava je zelo navdušen, da bo, kaj bo vse naredil. Toliko stvari bom naredil, ne. In koliko imam pred sabo, zdaj pa imam čas, dovolj, ne, in to je tudi zelo močna skušnjava. Torej, iz lastne izkušnje vam predlagam zelo preprosto, samo eno ali dve stvari vzemite za ta čas, ne, ampak to solidno, eno in dve strani, pa če vsak približno ve, dva sklepa naredi, kot imamo za novo leto, zelo sodobno govorimo o zaobljubah, kaj se zaobljuba. Moče tisto obnovimo, pa se vprašamo, koliko od teh zaobljub smo uresničili že. Tako že in obdobje, recimo,
mesec, pa koliko je že, kar ima novo leto. Ne. Torej, naj bomo zelo konkretni pa življenjski. Ne. Zelo konkretni. Iskreno se vprašam, kaj so moje osebne potrebe? A bolj so na ravni telesa, bolj so na ravni duše ali druga. Katere so moje potrebe? Kje čutim nepotrebno? Kje vidim, da bi kaj naredil zase? Ja? V pozitivni smeri ali negativni? Ja? Naprimer, da se ne bi ničemu odpovedal, recimo svoje lenobi, recimo odpovedal v tem mislu, da nisem zvest v vstajanju, recimo, da sem nemaren glede vstajanja, zjutraj pa spanja. To je čudovita točka, da se v tem času vadim. Ne? Točno moraš spati, pa tudi če se podirajo gore, oziroma kaj, ne? Tudi če nekaj se podira svet, točno moraš spati. Zato imam pa budilko, oziroma imam mobitel, ne? Pa takrat, ko moraš jeti. To je zdaj Božja volja. Tvoja volja, če si se za dobro odločil, je Božja volja. Pomeni, Bog to želi, ker veš, da s tem boš koristil sebi, si dovolj naspal, koristil drugim, da boš jutri odgovoren, boš biti v službi, ne, kje si. Točnost. Točnost. Če imam koga rad, bodi točen. Gotovo so lahko potem obdobja, ko sem imam počitnic sam, pa rečem, zdaj pa ležal, kar sem oddala, tudi to je potrebno. Ampak zdaj ni to recimo čas, ne. Ko je potem popravljeno, tako, zdaj pa ležal, zdaj pa sem toliko zmaten, toliko sem delal, jasno. Takrat pa spet treba razločevati. Ni zunanjih predpisov, prosim vas, ni zunanjih predpisov, so notranji predpisi. Poslušaj, posebno pa če predstavljam neke skupnosti, če imaš neko odgovornost, tam pa bi točnost. Če hočeš, da ne bo prišlo do kakšnega kraha, če imaš neko odgovornost. Že tako se stvari poderijo večkrat, ne, pri največjih opreznostih pa pozornostih se kaj dogodi, kar smo potem žalostni, ne? Ker vemo, da ni bilo prav. Ne? In to prosta, ali pa se ničemu odpovem, kot sem imam recimo neko razvado. Močem pa vsak vem neko razvado. Moče ga več cukam, vem, da ni dobro, da žutri takoj pijem ali pa ne, pogrem pa na avto, tako ne. Točno razvado. Za kakšen čaj popil, pa nekega, a pa moče kava ni tako nevarna, zjutraj napravim že odvisno, nekaj popijem, ki mi da tako, ne. Ampak se pa te razvadi, to se kar nekam, mislim, da brez tega ne bo šlo, pa ni res. Po 3 dneh vidiš, da ni res. Ja, ker smo tako prepričani, to mora imeti, drugače nisem normalen. Ja. To je čisto, ne. Torej, nekaj naredim zase v pozitivni smeri ali pa v negativni, se ničemu odpovedujem, ne. Vse, kar recimo škoduje mojemu telesnemu, duševnemu in duhovnemu zdravju in vse, karkoli škoduje bližnjemu, tako da sem vadil, recimo, kot sem rekel, v pozitivni smeri, recimo, da nisem navajen, zjutraj, ko se vstajam, nisem pozdravil žene, dobro jutro, ne. Zdaj pa imel ta mesec, pa ta čas, sem vadil, prvo mu pozdravil žene, dobro jutro. Pa se navadim, če čez dan nisem zahvalil, če žena ni zahvalila, može bi rekla, hvala ti, vsaj enkrat dnevno se zahvali, ne. To mož najbolj potrebuje, da se zahvali, ne. Ja, kaj pa žena potrebuje, kaj pa ona potrebuje žena, da rečeš, ja, rad te imam, ne. Jaz sem že 100krat povedal, sem se poročil, ne. Ampak to je treba ponavljati, ker en dan je simbol našega življenja, zjutraj se rodimo, začeli umremo, to se samo ponavlja. In zdaj, če tega ne naredimo zjutraj dobro jutro, pa zvečer, hvala ti, ne, potem je nekaj bistvenega manjka. Hvaležnost. In ja, posebno tako, ko smo z ljudmi, ko živimo v skupnosti, hvaležnost prva stvar. Naučiti se biti hvaležen. In
zelo lepa navada, vsaj prakticiram jo vsak dan zvečer 3 stvari, vsaj za 3 stvari, da se zahvalim. Res, kadarkoli normalno, če se že uležem, tudi prej, ko gledam malo dan nazaj, ko gledam dan, kaj se je dogodilo, potem se najprej zahvaljujem za 3 stvari. Pa se jih zapomnim ali pa jih zapišem. Samo ne več stvari, kaj da kompliciram, ampak konkretno, danes sem to doživel in zahvalim. In to nekam zapišem. Ali pa se potem spomnim, se nekateri se vračajo, da se iste stvari zahvaljujem, ne? In potem mi kar pride že v navado, da se avtomatsko zahvaljujem, ne? To je tako lepa gesta reči hvala za vse. Preproste stvari, ki jih vzimno, ko živiš z drugimi. Ko ti nekdo nekaj da. Ja. Pri vsem tem pa moram paziti, da ne gre, da bom za uspeh. Sem enkrat uspel, pa nisem uspel. Ne. Važno je v tem, da se tega zavedam, da to delam, velikokrat ne bom uspel. Pa ni zato, potem ne neham. Dan je kratek, življenje je kratko. Če primerjamo življenje v dnevu, rodim se zjutraj, večer umrem, potem velikokrat se ne bom zavedal, ampak če živimo zavestno, potem se bomo zavedali. Ne bomo pa šteli, kolikrat sem uspel, ko smo doma pikce delali, pa da nam bo tovarišica dala oceno, a pa žena, a pa mož ženi svojo oceno, zvezek še gledati, koliko pikc imaš. Torej, zavedati, kako nam je vse to potrebno in da se za tem zavestno vadimo, se trudimo. Torej, ne gre pa tudi za velike stvari, preprosto ne. Temveč za čisto, kot sem že prej rekel, za vsakdanje stvari, za take, ki jih drugi niti ne opazijo. In da jih ne delamo zato, da bi ljudje videli. To jih zelo kritizira. Ko govori recimo o postu, da se ne zdaj nekaj pustiš, da vsi ljudje vidijo, da si nič noben ne ve, da se ti pustiš, hujšeš. Ali pa, da moliš, zdaj pa neke molitve opravljaš, zdaj pa pol ure šel molit, in tam pa veš, da mora nekaj delati, Pravi, Jezus pravi, pojdi vase, v notranjost v kamrico svojo, zapri vrata, vse ti se znanje, to pa lahko povsod narediš, kot ima čudovito Cankar, zaklenjena kamrica, to je najlepša. Če te to, ki je brali, vzemite Cankarja, podobe Cank. Najlepša pa ta, ko govori o tej zlati kamrici, ko on znanje svet gleda, kot je na veliko sobano, kjer je vse luksus, vse lepe, potem pa pozna sebe, tudi notranji svet, ima pa v tej veliki razkošni hiši, ima tudi eno sobco, in v tisto sobco ima samo on ključ, ne da ga niti prijatelj, niti bratu tega ključa. Ampak on gre sam noter v to sobco v dnevih veselja ali pa žalosti. Vsem v dnevih žalosti grem dol in tam je ikona, prižgem lučko, večno lučko in preprosto zrem v to ikono, se nekako sprostim, ta lučka sveti, večna lučka, in jaz se spremenim. Jaz sem poln svetlobe. In v meni se rodi spet veselje, upanje in grem potem spet ven iz te kleti, iz te zaklenjene kamrice in spet življenje, normalno spet sem v svetu, kjer lahko delam. To je nekaj najlepšega, Cankar, biser nad biser. To morate prebrati, pa konkretizirati sebi. Končno, če bi mi zvečer tako pogledali, večer ne je podoben, ko smo šli v svet, podoben je tej razkošni dvorani, kjer življenje teče kot te ulice, toliko v meni zvečer, kje sem vse bil, to so bil ta velika dvorana. In zdaj rabim, da se malo umirim. Zdaj pa pomeni, umiri se, pojdi vase. In skozi vse te preko stopnice, pa te razne sobane,
ki lahko predstavljajo recimo moja različna razpoloženja, dokler ne pridem v jedro samega sebe, v notranjost, v srce, v to kamnico. Dokler ne pridem v srce. O tem Jezus pravi, to je pa bistvo. Srce je bistvo, ne? Tam pa odkriješ v sebi to, kot sem prej rekel, ikono, podobo samega sebe, svetlobo, čutiš, jaz sem pa ljubljen, nekdo me ima zelo rad, lahko mirno zaspim. Ja. In zaspim in se potem, hvala Bogu, če se spet zbudim v tem stanju, v drugem ni važno. Važno je, da sem spoznal, da me ima nekdo neizmerno rad, da nisem za izmeček. Ni bo dan težek, jasno. Moče imam veliko problem nerazčiščenih še. Ampak se vsaj tega zavedam. Kakor grem spat, se tega zavedam. In to, če se tega ne zavem, to deluje po noči naprej. Zato zvečer pazimo na to, kako končamo večer. Ali je pri kakšnem filmu, ki nas potem lahko zelo pomirja, lep film. Tako nas gane. Žal pa, mogoče namesto konca dneva kakšen tak film gledamo kakšne kriminalke, žalostne stvari. In to potem, če zdaj nisi to razčistil, to po noč ostane. Ker vse, kar ti sprejmeš, zadnji trenutek reče Ignacij, moj ustanovitelj družbe Jezusove, reče, zadnja misel, podoba je zelo pomembna, preden greš spat. Kot reče, on je bil velik psiholog, že v tistem času, že na stoletju, ker tista potem deluje naprej, to je hrana za ponoč. Vse, kar pride v nas, že čez dan, vse stvari, pada v nas, naleti na takšno drugačno notranjo situacijo, vse to deluje naprej. Ne da bi ti vedel, ampak moče veš potem po sanjah, kako so te mučile, kako so bili zmučeni. Pomeni, nekaj ni urejanja, slabe, to je težke sanje, vedo veliko samo v meni. Lepe sanje govorijo samo v meni. Čeprav so čudne, ne rečeš, da to ni res. To so najbolj resnične svetske sanje. Največ povedo o naših skritih željah, naših strahovih, naših pričakovanjih, razočaranjih, o naših uspehih, o naših željah, kaj bi moralo vse biti, kje nismo uspeli. Ljudje, ki jih sovražimo, pridejo noter, v različnih podobah, od sanje, bež. Ne. Sanje so globinsko razodetje mene samega. Zato v tem času sanjajte, zato človek sanja takrat, vedno sanja, ampak zavežno takrat, kadar je spočit. Moče imate izkušnjo, če je čas in popoldan počivati, popoldanske sanje, če sem dovolj spal, zjutraj popoldanske sanje, te zelo veliko povedo. Se jih tudi zapomniš, In tudi vam priporočam, pišite sanje, tudi če jih ne razumete, pa bodite ljudem, ki vam razlagajo sanje, se je tudi dar, da vam razloži sanje. To je čudovito, star Ignacij pravi. Ravno tako zločujemo sanjah stvari, kot v budnem stanju. Pod kakšnim duhom smo, kakšnim razpoloženjem, kaj nas vodi. Iste področje, samo globinsko, težje je pa to področje razločevanja duha, razpoloženja v sebi. To je sanje. Je drugi svet. Ta svet ne poznamo, zato ker je svet čist drugih simbolov. Zato tudi študirati sanje je zelo pomembno, tudi simboliko sanj, tako naprej, kaj vsak simbol lahko pomeni. Veliko povedo v nas. Torej, kot sem rekel, ne gre za veliko stvari, ampak da vse delamo zelo osebno. Ne da bi drugo opazili, ko pravi Jezus, ne glede na to.
zato da bi nas hvalili, potem je že tako konc. Potem delamo zato, da bomo našteli, kako bi rekli, kako sem jih pohvalil. Veš, kaj se danes sem pa že toliko naredil že, da imam za cel mesec dol, v drugem govor, ne. Če moramo, vse težko je, ker smo polni sebe, saj jaz sem takšen, težko, da ne bi kaj povedal, kaj sem. Ker dobra roba se samo hvali, pa samo hvali, recimo, same se hvali. In zato je težko, to je tudi naš velik, velika napaka in s tem že izzivamo, ko se hvalimo, ne. Ja, drugi potem neki boji, to so pa tako boji, kdo je boljši, pa tako, ko sem več naredil, pa kaj nisi, pa tako naprej, očitki, ne. To se potem spet pojavlja ta naša resničnost, o kateri sem prej govoril, ne. Normalno, ne. Torej, ne pozabimo, spet, da se vrnem nazaj, vse se začenja na telesni ravni, ne le za post v hrani, ne le, kajti mnogi se zaradi bolezni in starosti ne morejo odpovedovati hrani. Niso sposobni, ne morejo velike stvari. Lahko imajo pa druge vrste posta ali pa, če po domače, hujšanja. Recimo post oči. Če nisi sposoben za hrane, ki moraš pa čez, imaš pa post oči. Kot sem že prej rekel, ne bom gledal, recimo, lahko tudi v enem času dobre stvari, ne? Lahko pa, vsaj, če ne dobre, pa vsaj slabe, ne? Na tem času ne bo gledal na televizijo, pa ne. Ali pa post ušes, ne? Da ni treba, da moraš vse slišati, zadnje novice. Gotovo je dobro, da smo na tekočem, ampak spet potem ta radovednost, pa spet vodi potem negativno, pa kritiziranje, ker smo slišali to, koliko bi se prehranil, če ne bi tega vedel, koliko bolečin. Pravi, zakaj se šel to popovedati, zakaj se šel to govoriti, da sem pa tak, ja. Pa sploh ne bi moral vedeti, ne. Drugo je stvari, ki jih moram videti, jaz se moram slišati. In potem post, recimo, jezika. Največje škode napravimo, ko opravljamo. Ne samo opravljamo, še več obrekujemo. Koliko je tega. Če sam sebe pogledam, ne, kar naenkrat pride to, ne. Ker vidimo, koliko je v nas negativnega. Čeprav v jedru smo dobri, ampak kot da je negativna zlo, da smo toliko preko že pokvarjeni, kako bi rekel, toliko že deformirani, ker prvotna formacija ali pa človekova je bila, da je bil človek dober. Če se vzamemo čisto pripoved o raju, ne? To je bila sama dobrota, človek je nekaj najboljši, ne? Raj na zemlji, če tako rečem, da se je s toliko stoletjih, da se je človek toliko deformiral. Zato je to formacija na vseh področjih, na intelektualnem, drugih področjih, stalno se moramo formirati, reformirati. Ja? Ker kar nam leče nas tako v to, v to dno pekla, ne? Da se za dobro se moraš pravzaprav boriti. Za dobro je napor, za slabo sploh ni treba napor. Sploh ni, kar samo pride. In ko se ga zaveš, še lepo rečeš, jaj, spet sem tam. Kako da sem takšen, ne? Imamo možnosti, ne, konkretno, vsak ne premisli, pa ne obupati. Ne štej, ampak živi, koliko se da zavestno, zdaj in tukaj. Tiste stvari, ki se odločil, o njej se vsaj zvečer vprašaj se, če že čez dan nisi razpil zvečer, ja, grem spat. Sedi se lepo, pa tudi če v postelji ne zaspiš takoj, imaš možnost, drugače se pa lepo sedi, ali pa sprehajaš se po sobi, ali pa greš malo ven pred hišo, pusti, da dan odmeva. Koliko lepega, koliko dobrega, koliko, ne.
Najprej dobro, ustremimo na dobro. Negativno tako pa pride. Kaj bo se narobe, moče bolj pri drugim vidijo kot pri sebi, ne? Spet smo tam. Ne? Ampak je pomembno prebuditi se, zvečer zavedati se dneva. Ja. Z ljubeznijo gledati na svoj dan, z dobrota. Ne? Če bomo pa na negativno, bomo pa spet. Ne? Torej, bistvo ni negativno, bistvo je dobrota, ki je v nas. Dovolimo ji, da priteče na dan, kot vodnjak. Če je čez dan to zakrilo, ta vodnjak, ne, je prišlo vse sotle gore, tako da nisem mogel vseči v to vodnjak, nisem imel niti časa, niti posode, da bi šel ali pa da nekako pripeljal to živo vodo, da bi se napil, osvežil, ker je bilo to gorne stvari. Not je padlo, kaj sem, toliko smeti, veje, razne dogodki, vse to pokrilo, ne? Ampak zvečer pa naj bi počasno pa po noči zažuborelo spet tisto prvotno. Zjutraj človek ostane, kot da je ustvarjen ponovno. Spet sem v raju. Ne? A pa se zbudim, kot ne, rajš ne bi živel. Sem kot pritepen maček, ne. Da bi ne reš kaj domovstvo, ne. To pa ni normalno stanje, ampak je, žalostno je tako, ne. To meni, če tako v meni, potem treba nekaj storiti zase, ne. Ja, smisel, če zdaj čisto vzamemo tega telesnega posta, ne. Recimo, da ta čas bomo vse moče pazili, ne, imamo možnosti, da smo se napokali in zredili, da preprosto, kot pravi Ignacij, smisel je moj ustanovitelj družbe Irso, da še malo pohvalim z mojim ustanoviteljem Ignacijem, ki je leta 1548 napisal 8 pravil, kako naj se hranimo v prehranjevanju, ne, in preprosto, kako da se uredim, samo to, človek rabi red, urejenost. Ne? Najprej pravi on, dobro premislim, kaj koristi meni, ko jem, ne? Da to potem vzamem in kaj škodi, da se temu rajši odpovem. Ne? To je zdaj stvar razočaranja, to je preprosto. Ne? To. Potem pa pravi, da se izognem te neurejenosti, ki hitro določil se, da boš jedel 2 kosa, zdaj se imamo krofe, imam 2 krofa, kar naenkrat mi pa prime do 3. perioda, recimo tako naprej. Da sem že popustil, da je enostavno, da se jaz določim, da, kot on pravi, da se torej izognem neurejenosti, se lahko pri jedeh zdržim na 2 načina. Prvi način pravi, da se navadim jesti preproste jedi. Recimo, zdaj bo čas, da imamo nekaj bolj preproste jesti. Ne? To, kot danes to govorimo, in je prav, kje stvari so zdrave, pomagajo zdravju, vse stvari po sebi niso zdrave, ampak pomagajo zdravju, kaj koristi, recimo, kaj me škodi. Ne? Torej, prvič, da jem navadne, preproste, drugič, da izbrane jedi jemljem v manjši meri. Tiste pa manjši meri, tudi da še, pa že, zakaj sem nasedel, ne, tu preko. Še globlji duhovni smisel posta, hujšanja in čiščenja pa je, da pridemo do notranje svobode, ne, do ravnotežja in, kot pravi Ignacij, do zlate sredine. To, človek rabi zlato sredino. In kdaj je ta zlata sredina? Da pride takrat, ko v hrani doživljamo veselje. Pravo, pristno, nekaj. Doživljamo veselje, pa notranje neke ustvarjalne spodbude. Ja? In kot on pravi, ko doživljamo navdihe duha, Božjega duha, takrat pridem do zlate sredine. Pridem pa prav s tem odrekanjem, oziroma kaj me pomaga, kaj me škodi. To iščemo zlato, to je spet najti pri sebi, kaj meni zame zlato, to ima pa vsak posebej. Ni pravila. Pravilo je notranje zavedanje, kje sem. Ne?
In za Ignacija je hrana zelo pomembna. In ne samo za zadovoljevanje naših človeških telesnih potreb, ampak sploh recimo za srečanje z ljudmi. Za Ignacija pa še posebej reče, hrana je srečanje z Bogom, stvarnikom in z drugimi ljudmi. Zato je hranjenje, jesti in piti nekaj svetega. Vsak obed je obred. Neki red na obed je vsak obed je obred, obredu. Ja, in nekaj svetega. In tega se nismo mislili. To je v nas pisano. In to, če to odkrivamo. In zato jejmo počasi, zavestnim, vsaj kdaj pa kdaj, zavestnim okušanjem stvari, z užitkom. Zakaj? Ker je hrana tukaj, ko imamo tu na mizi, hrana je Božji dar. Je dar, nikar tako. Kakšen, če samo zavim en kos kruha, če se zaustavim pri kosu kruha, ga gledam, najprej recimo ga okušam, ga otipam, pa se potem, če pa stopim v pogovor s kruhom, kaj mi bo kruh povedal svojo zgodovino, ne čudovito, to je take lepe vaje. Ko grem njegov pot, kje si začelo, kako je danes tukaj, ne? Zakaj je to tukaj, ne? To je tukaj to, ja, da potem se zavestno, da je to res Božji dar, in da se v njej, tej hrani in po njej sam on podarja in se nam daje v svojem telesu. Ne? Prav v tem telesu se nam podarja. Bog ni daleč, v njem živimo, njega smo stalno okušamo, čutimo njegovo dobroto, bližino in nežnost njega samega. Ker on je vsemu vse, pravi Svetopismo. On je vse vsem. Nič abstraktnega, nič fantazijskega, ampak duh, ki vse vodi. In zato je hranjenje najgloblje srečanje Boga, ljubezni in človeka. Tu se človek hrani, kot da je. Ne? Zato Jezus prav preko obedov z ljudmi razodeva Boga kot očeta stvarnika. Ne? Zato pa on govori o Božjem življenju, o nebesih kot o pojedini, ne? Kot največji večni gostiji. Ker bomo jedli izbrane jedi, najboljše žlahtne pijače, to že v stare zaveze prej govori tej preko notranje življenju. Ne? Izbrane jedi, ki se toliko človek želi tega in pijače. In sam je, če vzamemo evangelij, sam je dajal kruh in ribe. Večkrat beremo, ko so bili lačni. In ker je človek ne more živeti brez hrane, brez pijače. Še več postav je hrana, kar je višek. Sam je postal hrana, kruh, on se je poistovetil s kruhom in z vinom. Osebno se pri tega srečava z ljudmi. In zato je največje razodetje njegove ljubezni se dogodi pri mizi, pri zadnji večerji, največji, pri obedu, ko je rekel kruhu, ga vzel v roke in je rekel, to je moje telo. Kruhu je rekel, to je moje telo. In vino je rekel, vzemite in pite, to je moja kri. Vse za vas. To je višek srečanja. Tako, to bi bilo glavno nekaj razmišljanja, tukaj doživljanja, mojega pogleda na to resničnost, ki je tako lepa, bogata. Zelo sem vas vesel. Ne? Na koncu bi samo to rekel, vam želim veliko poguma, vztrajnosti za dobro, v boju proti hudemu, ki ni zunaj nas, ne, je v nas. In ta drugi del negativni v nas, ki hoče zadušiti dobro, ki hoče zadušiti v nas dobro, skaliti in zastrupiti čisti vrelec, ki je na dnu. Žive vode, ta v nas je živa voda in njegov duh, ki teče skozi nas, teče v večno življenje.
Satan, ko ga Kristus imenuje, stara kača. Beremo v Svetem pismu. Oče laži in ubijalec človeka, ki ga imenuje, tako ga imenuje Jezus, nas želi vsekakor ločiti od duha ljubezni, od Boga, stvarnika, od očeta. Toda na kraju krajev, v to sem globoko prepričan, vedno zmaga dobrota in ljubezen, ki nas rešuje, osvobaja in dela Božje. Hvala lepa, lepo se imejte, lepo uživajte darove tega sveta, ki so njegovi darovi, in delimo jih z drugimi. Dragi prijatelji, na koncu bi vam rad prebral pesem mojega prijatelja Toneta Pavčeka, ki nekako povzema vse to, o čemer smo razmišljali in se pogovarjali. Njegovo pesem Ne verjemite. Ne verjemite njim, ki vam pravijo, ta svet je grozen, grob, grd. Ni res. Res je, da je lahko še hujši. Toda za vas je to edini svet. Edini, ki v njem živite, da se v njem udomite in ga v dobrem naravnate po svoji podobi. Ne verjemite njim, ki vam pravijo, življenje je trdo, trpko in težko. Ni res. Res je, da je lahko še hujše. Toda za vas je to življenje edino. Enkratno in neponovljivo, vaše je, da iz njega naredite vse, kar je v dobrem mogoče. Ne verjemite komorkoli in karkoli, verjemite pa, če morate, moji zgodbi. Nekoč pred leti, ko me je kot strela iz jasnega zadelo hudo, mi je star mož, živi modec, dejal: in nikar se odslej ne boj življenja. Tako zdaj jaz govorim po njem podobne besede tudi vam. Ne bojte se življenja. Naj pljuska v vas z vso silo in vse žile, naj vas nese ali zanese, le ne pustite, da vas spodnese. Imejte ga radi, da bo tudi ono, življenje, imelo rado vas. Hvala lepa in nasvidenje v nebesih. Hvala, svetnice.